Po daljšem premoru smo znova z vami. Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Od našega zadnjega popotovanja po državah Evropske unije do danes je minilo kar nekaj časa. V tem času so se v Sloveniji odvile lokalne volitve. Pravzaprav 2 kroga lokalnih volitev. Dobili smo župane in občinske svetnike, ki bodo naslednja 4 leta krojili politiko na ravni občin. Za Slovence se je s tem zaključilo super volilno leto, v katerem smo se na volišča odpravili kar 7-krat. Izvolili smo namreč tudi poslance v državnem zboru, predsednico republike in odločali na 4 referendumih. In zdaj, če bo vse po planu, bomo naslednjič odločali o poslancih v Evropskem parlamentu leta 2024. Kaj še se je zgodilo v tem času? Vojna v Ukrajini se žal še ni končala. Prav tako se kljub naporom nacionalnih vlad in evropskih inštitucij ni končala nepredvidljivost na trgu električne energije in zemeljskega plina. Pa tudi od fosilnih goriv smo še vedno odvisni. Kitajska se še vedno spopada s COVID-19 na povsem samosvoj način, saj so tam lockdowni še vedno na dnevnem redu. Gospodarska rast pada širom sveta, inflacija še naprej raste. Ne glede na vse se še naprej dviga tudi temperatura planeta. Podnebna konferenca COP27, ki je potekala v Šarm el Šejku v Egiptu, pomembnih premikov v boju proti podnebni krizi ni dosegla. Še več, zna se zgoditi, da bo podnebni krizi sledila tudi prehranska kriza, a o tem več v naslednji oddaji. Recimo, da je bilo za danes dovolj slabih novic. Vse, kar zagotovo imamo, je tukaj in danes. Nahajamo se v adventnem času, času pričakovanja. Eno za drugo bomo vsako nedeljo prižgali 1 svečko več na adventnem venčku. Prvo za mir, drugo za vero in smisel, tretjo za ljubezen in 4. za upanje. Za vsako svečo bo več svetlobe in več upanja, da bo prihodnje leto vse bolje. Lepo se imejte in pazite nase.